Pozdravljeni. Danes je 1. maj in menim, da je vsem nam dobro jasno, o kom bomo govorili. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da v vsakem mediju, ki se ukvarja s Formulo 1, dobimo 1. maja vsaj en prispevek o Ayrtonu Senni. In junak, voznik, trikratni svetovni prvak, se je v desetletjih spremenil v mit. A malo kdo izmed nas se vpraša, kaj bi si Ayrton Senna sploh želel. Namreč status, ki ga ima, je skorajda neke vrste božanstva. In priznati vam moram, da sem imel rahlo sarkastični nasmešek, ko sem v nekem časopisu prebral, kako morajo v Imoli za 1. maja celo pripraviti, očistiti njegov spomenik. Kot da ostale dni ni važno, če je zapuščen ali umazan. Glavno je, da 1. maja se blešči. In koliko navdušencev je tam pustilo rože, rekvizite, pisma, kot da so Ayrtona osebno poznali, kot da so izgubili nekega družinskega člana. In verjetno je marsikomu sedaj postalo tudi jasno, da marsikdo ga sploh živega ni videl. O čem govorim? Eden izmed največjih častilcev Ayrtona Senne, ki ga vidimo danes na štartnem razporedu, je Andrea Kimi Antonelli. In verjamem, da nihče ni pomislil, da ta mladi Italijan, ki si je izbral številko 12, je rojen 25. avgusta leta 2006. Torej, ko je Andrea Kimi Antonelli prišel na svet, Ayrtona Senne ni bilo že več kot 20 let. Ampak nič napačnega v tem, da ima Andrea Kimi Antonelli svoje junake, svoje idole. Sprašujem se le, kaj on ve o Ayrtonu Senni. Verjetno tisto, kar so mu pripovedovali drugi. In v teh zgodbah, ki jih pripovedujejo nekateri, se marsikdaj prikrade tisto, kar si sam Ayrton ne bi želel. Namreč imeti status skorajda božanstva je bilo nekaj, kar si po mojem skromnem videnju ta znameniti Brazilec ni želel. Bil je človek z vrlinami in seveda tudi z napakami. Ni hotel biti Bog, kajti zanj je bil Bog, on je tam zgoraj, ki mu je skušal kdaj pa kdaj kaj sporočiti preko Svetega pisma, ampak zgodba se je ustavila tu. Ayrton Senna je bil, po mojem skromnem mnenju, večji človek kot voznik. Ampak priznam vam, da sem sam pristranski. Namreč jaz sem v tistih časih navijal za Nelsona Piqueta in nikoli ne bom pozabil, kako je moj junak prehitel Senno leta 1986 na veliki nagradi Madžarske. Nekaj, kar je po mojem videnju blizu tistega, kar bi lahko imenovali poezija na 4 kolesih. A verjamem, vsi smo drugačni in vsak ima svoje idole ter svoje junake.
A pred kratkim so v Braziliji posneli še delno serijo o Ayrtonu Senni, ki je bila nekaterim všeč, drugim pa, kot običajno, malce manj. Tudi tisti dokumentarec, ki so ga posneli o njem prav na začetku tega tisočletja, je razdvojil publiko. Namreč Ayrton Senna velja v očeh mnogih kot tisti najboljši in kot tisti, ki je zmeraj bil na pravi strani. In Alain Prost, kot nam je dobro znano, je običajno bil tisti, ki je bil antagonist Ayrtonu Senni. Saj, kaj bi lahko dejali? Da pravzaprav je to slika, ki so jo ustvarili mediji, ali pa je bilo tudi nekaj resnice. Dobro nam je znano, da Ayrton Senna in Alain Prost sta dvakrat trčila med sabo. In v obeh primerih, tako leta 1989 kot 90, je bil zadaj Ayrton Senna. In sedaj vsakdo izmed nas se lahko odloči, kdo ima prav. Običajno v cestno-prometnih nesrečah se je zmotil tisti, ki je bil zadaj, ampak ne bom sodil, kajti ne čutim se poklicanega za to. A v seriji, ki je bila objavljena, je bilo meni zanimivo nekaj drugega, kako nam, navdušencem, prodajajo rekvizite. Takoj, ko je bila serija predvajana, je znani italijanski proizvajalec sončnih očal seveda dal na tržišče serijo sončnih očal, ki so bile enake onim, ki jih je nosil Ayrton Senna. Govori vam nekdo, ki ima v žepu sončna očala, ki so enaka onim, ki jih je nosil Steve McQueen? Ampak ne glede, kaj si postavim na glavo, bom še zmeraj ostal jaz. In to v dobrem in predvsem v slabem. Torej, lahko bi dejali, da je Ayrton Senna iz tistega veličastnega voznika postal nekaj podobnega, kot je Ernesto Che Guevara na milijonih majicah, ki se prodajajo po svetu. Nek rekvizit, neka ikona Formule 1, ampak še zdaleč ne človek. In mi, navdušenci, prav na dan 1. maja, bi se končno morali upreti. Prav je, da če nam je bil Ayrton Senna všeč, se mu poklonimo, ampak ne z rožami in ne šali na njegovem spomeniku. Prav je, da se ga spomnimo. In pred dnevi sem na neki spletni strani zasledil, kako je minilo 40 let od njegove prve zmage in kilometrsko dolgi članek, ki nam navdušencev povedal absolutno nič. To, da nekdo prepiše ali prevede tisto, kar piše v Wikipediji, meni osebno ne da nobene dodane vrednosti. Če navijači Ayrtona Senne niso poznali njegove prve zmage, mora biti za to nek razlog. Ampak da imamo spletne strani, ki postajajo podobne rubriki, kaj se je zgodilo na današnji dan, je po mojem skromnem videnju na meji patetične. In tu je treba poudariti, da ukolikor nekdo navija za Ayrtona Senno, je prav, da časti njegov spomin, ampak mora biti pri tem vsaj objektiven. Namreč Ayrton Senna, roko na srce, je postal svetovni prvak prav v tistem trenutku, ko je imel na razpolago najboljši bolid na štartnem razporedu. In treba posebej poudarjati, naprimer, kaj je pomenil tisti legendarni MP4/4, ampak tudi MP4
skozi 5b in MP4 skozi 6. In to marsikdo bo sedaj začel vihati z nosom. Namreč kako si drznem nekako blateti spomin na enega izmed največjih. Niti malo ne govorim samo tisto, kar so objektivna dejstva, kot tudi to, da Ayrton Senna leta 1988 je zbral manj točk kot Alain Prost, ampak zaradi bizarnega načina štetja so Prostu odšteli več točk kot Senni. In ko sem to pred leti pripovedoval nekemu navdušencu, je ta dejal, saj je prav, Senna je tistega leta zmagal večkrat. In mnogi bi sedaj lahko dejali, kaj bi se zgodilo leta 2016. Namreč Lewis Hamilton je zmagal večkrat kot Nico Rosberg, ampak na koncu je prvak postal Rosberg, ker so po tisti epizodi iz sezone 1988 spremenili pravila. In res, tu se moramo vsi mi malce zamisliti. Namreč treba se je odločiti, koga bomo častili. Ali tisto podobo na plakatih, tistega, ki nam prodaja nekaj, kar je bistveno nad tržno vrednostjo, ali pa človeka, ki nas je hotel spremeniti in to na bolje. Koliko izrekov Ayrtona Senne poznate. In ne, to, da je drugi le prvi izmed poražencev, je najprej dejal Enzo Ferrari. Za nekoga, ki sledi Formuli 1, bi moralo to biti znano. A vem, tudi letos sem vam skušal Ayrtona Senno prikazati drugače. Drugače kot prejšnja leta in drugače kot vsi ostali. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.